je bil kaj ta Dakar 24 drugačen, recimo, od ostalih? Te je kaj presenetilo še zdaj, ko si 10. bil? Pa kaj te vem, če lahko rečem, kaj presenetilo, ne vem, če razen tega, da mi je motor cirkoval vsaki dan, nič kaj drugega, da bi rekel teren ali pa karkoli. Ne, dejansko vreme je bilo super. Aha. Prav, poletje, pač se je bilo tudi mrzlo, ampak tako so lepo se naspevali po obalah, pa ko ni deževalo, cool, ne, malo smo bili na vzhodni, oziroma zahodni, pa smo šli na vzhodno, pa vem prikoter, tako da ni bilo, ne, pač pa tudi težko zdaj tu rečem, ne, ker dejansko nime, da bi rekel, pravili so vsi, da je ena najtežjih, ne, dolgi lejasioni so bili, zdaj so v zadnjih 2-3 letih so delali predvsem te lupe, se pravi, da smo se vračali v isti bivak, okay. Bolje je tako povezava krajša, ne, takoj si 2-3 ure prej v bivaku, ampak ni bilo, ne, jaz sem dirkal v bistvu eno etapo, pol sem eno etapo šraufal motor, pol sem dirkal spet 4 etape, ne, sem imel dejansko pol 2 dni počitka, ne, potem sem spet dirkal eno etapo, pa sem šel dokončno ven, ne, tako da ne morem reči, da me je nekaj trudilo, ne, prišel sem kar željen po treningih domov. Tako da nisi cumal tokrat na štartu, to ko si razlagal, ne, se spomnim, da se ti je še zgodilo, kdaj, ne? Ja, valjda, vedno, ne, nisem, ne. To je noče neprespana, ne moramo vedeti, to dirka na 100 kilometrov skozi puščavo, življenje visi na nitki, pol pa, ko bi se malo spočil, moraš iti raufati. To je meni nepojmljivo, no? To so nečloveški napori. In zdaj, ko vemo, zdaj nočem naučitno, ne, kazati, ampak vseeno si že preko 40. Kaj bomo zdaj? Pa ne vem, to počutim se 20. Tako da. No, to je super. Ampak telo, vse veš, ne, še vedno ostajaš pri motorju? Ja, ostajam. Za me je to vrej počgalo, ne. Hočem novi motor, za drugo leto nov model prije ven, da se tega veselim. Ne bom šel tu brez štenk tu. To je ta mariborska trma, neverjetno. Grem še sigurno, par let, no vidi. Mislim, če bom zmagal drugo leto, pol sem itak, moram iti ven z te klase. Ja. Oziroma lahko sem ambasar, tam videli, ne, ostaja na motorju, sigurno. Ampak recimo, privzamimo, zdaj delava neke hipoteze za prihodnost, zmagaš, moraš iti ven iz te klase, kaj pa potem? Ali bi šel na 4 kolesih tudi? Ja, definitivno, ne. Ampak da greš na 4 kolesih, moraš narediti nekaj velikega, ne. Zdaj pridem domov z novim motorom, pa to, ne, vem, da prepoznal si moram dvigniti, ne, da pač dejstvo je, da dodatne sponzore bom rabo, dodatno finančno injekcijo. Avto pač je, malo sem poizvedoval letos, recimo pri največji ekipi, ki se pravi Bagi je renta, niti ne avte, ne, se pravi Bagi avto je itak $500,000 plus, blizu milijona, ne, strošek. Ali pa ajde $500,000, če si sam zorganiziraš, recimo za Bagi, primerjal največja ekipa South Racing, belgijska, je 240 € cena, ne. Kar je duplo več od tega, kar sem računal. Ampak sej itak ne bi šel z ekipo, ne, itak bi si spet sam se zrihtal, tako si, pa verjamem, da bi prišel za pol tega ali pa še za manj skozi. Pa bi sam Bagija še raufo povedal, kaj? To ne. Mehanika rajm, ampak pač pri njih imaš res, ti se vseš na avion, pa priješ tja, ne, oni vse poskrbijo, avto ti polepijo tako hočeš, 2-3 mehanike imaš na voljo, neomejeno delo, ne, tudi mašino, če ti raznosti menjajo, suportni kamiončev, ki je ostal, da te bo povlekel, ne. Tako da skoraj zagotovo je, da boš končal z njimi, če res nisi na pol zlamal roke, ali pa še te, verjetno te vlečejo. Okay. Drugače pa, če bi moral zdaj izpostaviti, recimo ta Dakar, pa pustimo ob strani tehnične težave, pa to, da si moral prečasno končati, stvar, ki je bila najbolj cool, pa stvar, ki je bila najmanj cool. Najbolj cool mi je bilo to, da je bilo res, letos je bilo tako sproščeno pred dirko, ne, da sem res lahko vedno je bil neki stres, pa to posnet, pa pa ne sem, pa zdaj ni delalo, pa tam so oni kabli, pa ne vem, še to, zdaj pa smo imeli, se mi zdi, dan več tudi, ne, zelo lep bivak je bil v tej uli, to je tu na meji z Jordanijo, oziroma blizu, ko je podobno kot Petra, te skale, pa pol smo imeli takoj za bivakom puščavo z lepimi sipinami, ne, tako sem lahko tam malo probal, pa nekaj dorega posnel, pa tako res se je dogajalo, no, in to mi je bil res gušt, pa pol na koncu, ko sem šel ven vseeno, da je organizator tako za mene poskrbel, no, da sem z njimi hodil s temi privatnim letalom od šefov iz
etape do etape, ne, namesto da sem se vozil 8 ur, sem 1 uro letel, to mi je res bilo, pa da so res, kako bi rekel, da so pokazali to človeškost. No, ja, ne na zadnje so imeli za upravka z Dakarjevo legendo, tako da prosim lepo. Ja, no, ampak res ne bi rabili, ne, ampak so, tako da. Je, se pravi, ne samo, še enkrat več se je potrdilo, ne samo fizičen in tehnološki, oziroma tehnični, ampak predvsem emotivni napor ta Dakar. Ja. Bitka sam s sabo. Ja, to je definitivno, sploh pol, ko mi je ono drugo mašino, se pravi, trgalo, ko mi je olje začelo spuščati, ko sem spet po puščavi iskal vodo, pri kamelah pa olje. Ne, na eni točki sem neke 3 pastire najdel, ko sem dal hidravlično olje za neki tam dvigalo, ko imajo za kamele dviga, sem tisto vlil v mašino, toliko da ni pač zaribalo. Čakaj, dvigalo za kamele? Ja, dejansko. Za kamela, žival kamela. Žival kamela, Dobro. da se dvigne na toti poltovornjak. Imajo, sredi meni tu in vlasti, kaj ima oni za tu krain, neki taki, razumeš? Nehaj. Se pravi, in kako zdaj ti prideš do nekoga, ki absolutno ne govori nobenega jezika in mu hočeš razložiti, da rabiš olje sredi puščave? Ne, jaz sem začel samo oil kazati, ne, pa na okenco oil, pa pol je najprej mislil benzin, pa benzin, pa sem rekel, ne benzin, olje, oil. Mastno, ne? Oil, ja. To je bilo tako, oni srbski tekmovalec par let nazaj, ko se je začel Francozu dreti nafta. Ramo na benzin. Skratka, ne predamo se, Simone, si rekel, gremo dalje? Ja, valjda, pač seveda. No, mi bomo seveda vse skozi smo tu zate, tako da, ko bodo spet priprave, zdaj tako malo počitka, pa seveda obveznosti do sponzorjev in vse ostalo, ampak na to pa te spet v akcijo. Simon Marčič, veseli smo še enkrat, da si prišel cel nazaj in z vznemirjenjem čakamo, kaj bo na Dakarju 2025. Ja, hvala, kaj naj rečem, hvala za povabilo, super je bilo, pa upam, da se vidimo čim prej. Ja, brez skrbi. Ja, glej, ko rabiš, povej, ne na zadnje, Jeger je iz Pohorskih gozdov in če iščeš kaki trail za trening, ti bo zagotovo našel tam nekako. Imamo na Lovrencu. Tudi v Lovrencu je ogromno krosistov. Ja, vem, Lovrenc je tak štajerska meka, ekstrem endura, ne? Motoklub Divje svinje. Ja, Divje svinje. Kaj si član? Ne. Predsednik, ne? Divje svinje so dobri prijatelji moje, ja. So? Te pozdravljam. Pozdravljam, svine, Čelo pa Betelin, če sta tu, če čujete, vse dobro. Rad vam se vidimo, kmalo prijem v Lovrenc. Tako, pa Belgija, dobro jutro.